Tukaj se nahajamo na območju Stož, v bližini Mangartske planine, kjer se je pred približno 20 leti zgodil ogromen zemeljski plaz. Sprožilo se je okrog 1,5 milijona kubičnih metrov materijala, ki se je potem kasneje pretvoril v uničujoči Drobirski tok, ki je dosegel 4 kilometre oddaljeno naselje Log pod Mangartom. Drobirski tokovi so razmeroma redki pojavi, ampak ko se zgodijo, so pa običajno večjega obsega in zato tudi uničujoči. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in tudi drugi strokovnjaki slovenski so se hitro vključili v reševanje problematike, razumevanja procesa. Potreben je bil sprejem posebne zakonodaje, ki je tudi zagotovil sredstva za izvedbo sanacije. Najprej je bil poudarek seveda na zagotavljanju pogojev za življenje, nato so se vzpostavile prometne povezave, zgradila 2 nova mostova, zagotovila se je vtekanje voda. Nekateri bi rekli, da je bilo narejeno preveč, recimo ta razbijač Drobirskega toka, ki je prvi tak objekt v Sloveniji. Drugi bodo rekli, da je bilo storjeno premalo. Od takrat naprej se je stroka začela bolj poglobljeno ukvarjati s tovrstnimi dogodki. Hkrati pa je prišlo tudi do povezovanja med različnimi strokami, geologi, gradbeniki, vodarji. Mnogo kaj še moramo storiti, je pa res, da je bil ta dogodek v tem smislu prelomen za, bi rekel, nek nov napredek na tem področju v Sloveniji. Slovenija je zaradi svoje reliefne razgibanosti, potem geološke pestrosti izredno podvržena plazovom. Eden izmed najbolj aktualnih plazov v Sloveniji je v bistvu zaledje Koroška Bele, kjer se za naseljem, kjer prebiva trenutno 2000 ljudi, nahajajo številni plazovi. Trenutno se nahajamo na plazu Čikla. Plaz Čikla ima površino cirka 8000 kvadratnih metrov in ob enih takih ekstremnih dogodkih lahko ta plaz se pretvori v Drobirski tok in tako podobno kot Log pod Mangartom lahko ogrozi spodaj ležeče naselje. Zgodovinski viri pričajo, da se na tem območju, da so se že prožili Drobirski tokovi in sicer naj bi v 18. stoletju eden izmed takih dogodkov zasul naselje Koroška Bela. In to je eden izmed razlogov, zakaj tudi podrobneje preiskujemo to območje na način, da plazove podrobneje kartiramo, jih terensko pregledamo, potem izvajamo sistem za opazovanje, v sklopu katerega so vključene različne meritve, kot so na primer merjenje količin padavin, potem izvajanje inklinometrskih meritev, merjenje nivoja podzemne vode in tako naprej. In glavni namen v bistvu teh raziskav je, da proučimo izvedljivost ukrepov, ki bi nekako zmanjšali možnost pojavljanja teh dogodkov oziroma bi preprečili, da se te dogodki ogrozijo spodaj ležeče naselje. Na področju preventivnih ukrepov se v zadnjih letih premika naprej, vse več pozornosti se temu posveča, žal pa nismo še na točki, ki bi bila recimo zadovoljiva, ker pač preventivni ukrepi terjajo tudi svoj čas in določena finančna sredstva. Seveda pa se moramo tudi vsi zavedati odgovornosti do narave, do okolja in seveda moramo preprečiti, da bi z nekimi ukrepi posegli v okolje in s tem tudi povzročili proženje plazov.